Pozdravljeni in dobrodošli v tem videu, kjer vam bom pokazal 5 najboljših brezplačnih programov za urejanje videoposnetka. Za programsko opremo za urejanje, s katero lahko delate, obstaja veliko možnosti na trgu z različnimi cenovnimi razponi. V tem videoposnetku si bomo pogledali 5 različnih možnosti za vse, ki iščejo program, da preizkusijo urejanje videa brez nakupa drage programske opreme. Seveda, ti brezplačni programi niso sposobni proizvesti iste kakovosti videoposnetkov kot plačljive možnosti, a za osnovno uporabo in za objavo na spletu so popolnoma dovolj. Prvi program, ki ga bom predstavil, je OpenShot. OpenShot je brezplačna in odprtokodna programska oprema za Windows, Mac, iOS, Linux in Chrome. To, da lahko uporabljamo OpenShot v skoraj vseh operacijskih sistemih, je velika prednost programske opreme. Še eno zanimivo dejstvo je, da je tudi odprtokoden, kar pomeni, da so razvijalci uporabnikom podelili pravico do uporabe študijskih sprememb in distribucije. Urejevalnik videa je videti precej preprosto, tukaj lahko preprosto povlečemo in spustimo video datoteke ali glasbo v naš delovni prostor oziroma na časovnico spodaj. Datoteke lahko zložimo eno pod drugo, enostavno ustavimo prehode in tako imenovano tranzicijo izbirate lahko med več prehodi in učinki. Naprimer, tukaj lahko z desno miškino tipko kliknete katerega koli od posnetkov in greste v lastnosti tega posnetka. Lahko nastavite različne možnosti, spremenite razne vrednosti in oblikujete ta video. Ponuja torej veliko naprednih funkcij. Ena izmed slabosti je, če gremo tukaj zgoraj pod nastavitve naslova in če želimo ustaviti standardni naslov, to deluje brez težav. Obstaja pa tudi napredna možnost za animirane naslove in v tem primeru boste morali namestiti še drugo aplikacijo, ki se imenuje Blender. Ta vam bo omogočila dostop do animacij. Tudi Blender je brezplačen program, torej z te strani nimam pritožb, je pa nekaj dodatnega dela, da si uredite te nastavitve. Če torej ne potrebujete animiranih naslovov, je OpenShot odlična izbira, če želite preprost program za urejanje videoposnetkov. Na spletni strani si lahko pogledate, kaj vse vam še omogoča program OpenShot. Naslednji program, ki ga bomo pogledali, je Shotcut. Shotcut je na videz zelo podoben prejšnjemu programu OpenShot, prav tako je na razpolago za različne operacijske sisteme, tudi ta program je odprtokoden, kar daje uporabniški dostop in pravice do programa. Ko je namestitev končana, boste ustvarili nov projekt. Podobno kot pri ostalih aplikacijah in programih, tudi tukaj samo povlecite in spustite medijske datoteke v vaš delovni prostor, kjer lahko enostavno izbirate in povlečete navzdol na spodnjo časovnico in tudi tukaj začnete sestavljati svoj video po vaših željah. Dodate lahko poljubno število skladb. Tukaj z desno miškino tipko enostavno kliknem in odprejo se mi dodatne možnosti, kjer lahko dodam še dodatne videoposnetke ali dodatne zvočne zapise. Če malce približam naš izdelek in potem premaknem en videoposnetek čez drugega, bomo videli, da nam bo samodejno ustavilo prehod. Če kliknem na lastnosti, lahko izbiram med različnimi prehodi, podobno kot pri programu OpenShot. Izbirate lahko med različnimi filtri, za vsak posnetek posebej, različne poglede, trenutno smo v pogledu za urejanje, kjer nam kaže našo časovnico videoposnetka, ki ga urejamo. Če kliknemo na pogled FX, lahko tukaj spreminjamo različne barve in pa barvni pogled, potem imamo različne druge zavihke, recimo audio, kjer lahko spreminjamo zvočni zapis, ali pa gremo na pogled predvajalnika, kjer si lahko pogledamo naš izdelek, ki smo ga uredili. Slabost je ta, da je morda malce bolj zapleten kot drugi video urejevalniki, morda je posledično zaradi tega krivulja oziroma čas učenja nekoliko daljši, a če želite dober izdelek, boste to zagotovo zmogli. Naš naslednji program je Kdenlive. Kdenlive je prav tako brezplačen in odprtokoden kot prejšnja dva. Ta programska oprema je bila prvič lansirana leta 2002 in jo sedaj vzdržuje majhna skupina razvijalcev. Kot ste verjetno že opazili, so vsi urejevalniki videoposnetkov zelo podobni. Kot v prejšnjih dveh verzijah programov, tudi tukaj lahko povlečemo in spustimo različne datoteke v urejevalnik.
Spodaj v časovnici imamo prav tako več stez za skladbe ali videoposnetke. Tudi tukaj lahko opazite še to, da lahko posamezen posnetek tudi pogledate v ločenem oknu oziroma naredite predogled posnetka, ki je ločen od pogleda projekta, katerega trenutno delate. Tudi tukaj so nam na voljo različni prehodi, kot v prejšnjih dveh omenjenih programih. Lahko izbirate med mnogimi različnimi učinki, ki jih želite dodati v vaš posnetek. Tudi ta program je malce bolj zahteven in mogoče potrebuje malo več učenja, a posledično lahko zaradi tega naredite kvaliteten izdelek. Naš naslednji program je še bolj zahteven, a izredno uporaben. To je program DaVinci Resolve. Izdelek je razvilo podjetje Blackmagic Design, ki razvija programsko opremo in tudi prodaja strojno opremo, kot so recimo kamere, monitorji in ostala video oprema. Ta program ima veliko možnosti za urejanje barv, vizualnih učinkov, zvoka, tudi postprodukcijsko videomontažo. Obstajajo dve verziji programa. Ena je brezplačna, tista napredna pa je plačljiva. Vendar za osnovno urejanje videoposnetka ne potrebujete plačljivega programa. Naš peti program za urejanje videoposnetkov je program VSDC. Vsi urejevalniki so po funkcijah izredno podobni. Zato imam tudi tukaj enak postopek dodajanja posnetkov v urejevalnik, tako da enostavno povlečemo naše datoteke v časovnico in jo začnemo urejati, kot želimo. VSDC ima nekaj naprednih funkcij za urejanje, za različne efekte je izredno dober program, saj je v njem možno urejati tudi 4K Ultra HD posnetke in celo 360 stopinjske posnetke. Ima tudi možnost tako imenovanega green screena, kjer lahko ozadje spreminjamo oziroma lahko dodajamo tako imenovane efekte, kar vsi brezplačni programi ne omogočajo. VSDC omogoča izdelavo profesionalnih urejanj. Na spletni strani si lahko pogledate, kaj vse še nam omogoča. Od vseh naštetih programov bi torej priporočal program DaVinci Resolve, ki ima največ funkcij in največ možnosti in je popolnoma brezplačen. Vkolikor pa ste bolj zahtevni, lahko vzamete tudi plačljivo verzijo programa. Hvala vam za vaš ogled. Upam, da vam je ta posnetek koristil, da boste lahko našli program zase in za vaše urejanje in se gledamo v naslednjem posnetku.